Hej, počitnikarji! Na sredini počitnic ste in verjamem, da si želite zamrzniti čas. To pač ne gre. So pa zaradi temperatur, ki so se spustile 16 stopinj pod ničlo, deloma zamrznili Niagarski slapovi. To je skupina velikih slapov na reki Niagari na vzhodu Severne Amerike med Združenimi državami Amerike in Kanado. So pomemben vir energije, prvo hidroelektrarno na Niagari pa je zgradil Nikola Tesla. Slapovi so čudoviti, kot vidite, zato spadajo med bolj priljubljene turistične točke onkraj Atlantika. In še malo bomo ostali v Kanadi. V ogromnem snežnem labirintu, ki je tolikšen, da obiskovalci brez težav zdržujejo koronsko medosebno razdaljo. 73x73 metrov meri, lastnik pa ga je gradil 6 tednov. Obiskovalci se v njem lahko razmigajo in si avanturistično popestrijo korona vsak dan. No, v labirintu korona ukrepov v spopadanju z epidemijo in vsemi njenimi posledicami pa se bo od zdaj moral znajti tudi naš novi minister za zdravje. To je Janez Poklukar. Sinoči so ga s 50 glasovi za in 31 proti izvolili poslanci v državnem zboru. Dozdajšnji generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra delo na ministrstvu začenja danes. Zdaj pa na Nizozemsko, kjer že mesec dni velja omejitev gibanja po noči, proti čemur so nekateri ljudje protestirali. Nižje stopenjsko sodišče je presodilo, da je vlada s tem ukrepom res kršila pravice do svobode gibanja in zasebnosti, a se je vlada pritožila in ukrep ostaja v veljavi. Število okuženih v tej državi sicer še vedno raste, a so se osnovnošolci kljub temu znova vrnili v šole. V začetku marca pa se bodo za en dan v tednu tudi srednješolci. Tudi 15-letni Vibe, ki se je s prijateljema Pietrom in Tamom prvič odpravil na ribolov pod ledom. Me prav zanima, a je imel kaj sreče. Dan moeten we nog even een stekje hebben voor de laatste hengel, hè? Was in het hoekje een beetje. Als ik een snoek was, dan ging ik hier in het hoekje liggen. Haas zit eraan. Nu kan het feest beginnen. IJsvissen, ja, nog nooit gedaan, maar nu zit je hier bij het ijs. Dat is dan toch wel even gaaf, want normaal doe je dit nooit en nu kan het gewoon in Friesland. Dus dat is wel echt gaaf. Vissen, het is zeker niet saai. Je bent buiten, je zit niet telkens de hele dag binnen. Je hebt ook even wat anders dan. De meesten gaan gamen en zo, maar jij gaat mooi de natuur en dat is prachtig. Scandinavië vissen ze veel op het ijs, maar nu kunnen we in Friesland meemaken. Dat is nog veel mooier eigenlijk. Kijk jongens, die achterstoot, die gaat weg. Hij gaat weg. Niet uitgeleiden. Dan sla maar aan. Het is mooi vissen, Wiebe. Nou, pak Tam hem dan? Ja, ik pak hem eruit voor je. Hij heeft er nog geen zin in. Kijk. Dat is hem. Best niet net. Een hele mooie Wiebe. Even kijken hoe lang hij is. In de mat, 77 centimeter. Nou, takkelijk. Goed zo. We gaan hem weer laten zwemmen. Gewoon nog even heen. Vasthouden nog. Kijk eens. 1, 2. Die gaat er wel zin in. Ho, ho, ho. Lekker. Goed zo, jongen. Goed ding. Gaan we nog een vangen. Oh, to so te sladke športne zmage. Z eno nas je včeraj razveselil tudi Tadej Pogačar. Tik pred ciljem gorske, 3. etape kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih je dobil dvoboj s tekmecem Britancem Yatsom. Z 18. zmago v svoji karieri je še utrdil vodstvo v skupnem seštevku. Danes kolesarja sicer čaka najdaljša etapa dirke, ki se bo končala v soboto. Mali kristalni globus v šprinterski razvrstitvi pa si je že zagotovila smučarska tekačica Ana Marija Lampič, saj po 7 tekmah v tej disciplini ne bo več tekmovanj v svetovnem pokalu. Se pa danes začenja svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v Oberstdorfu, kjer Lampičevo jutri čaka še boj za odličje na šprinterski tekmi. Držimo pesti. Pišite nam, če se tudi vi veselite svojih športnih in drugih zmag. Jaz pa bom navijala za voznika gokarta Marka Kastelica, ki je kljub temu, da ni za zmage, najbolj ponosen na drugo mesto, ki ga je lani osvojil na svetovnem prvenstvu. Ujeli smo ga tik preden se je spet odpravil na trening in tekmo v tujino. Adijo do jutri!
Ime je Marka Stelic. Med počitnicami rad igram košarko. Metal sem z mojima največjima prijateljema. Zdaj, ko to gledate, bom jaz v Italiji treniral go-kart in imel tudi tekme. Sem v ekipi Fernanda Alonsa in treniram go-kart, ki ima 125 kubikov. Fernando Alonso me je poklical po vzdevku Chiquito, ki pomeni piščanček, zaradi tega, ker sem zelo majhen. Star sem 13 let, tekmujem za vozniki, ki so stari 12 do 14 let. V go-kartu uživam zato, ker je hitrost tako velika, 135 km/h. Ni me strah, ker se zaupam in ga vozim že več kot 6 let. Vozim v Italiji, Španiji, Braziliji, Sloveniji pa ne. Pred tekmami sem živčen zaradi še posebnega starta, ki je zelo napet, da si pridobim čim več pozicij in da s tem tekmo olajšam. Če je dobra dirka, sem zelo vesel, če pa nisem, pa kar žalosten in se zamislim, kaj sem naredil narobe. Svoje zmage namenjam moji sestrici Mili. Ta teden bo svetovno prvenstvo, upam, da boste navijali od petka do nedelje. Čau!